Kot ste mogoče zasledili, sem bil v šovu Slovenija ima talent. Čisto možno, da je kdo pri tej ugotovitvi imel enako reakcijo kot moja mama. Kaj si normalen? No, za razložiti vse skupaj vam moram najprej povedati malo več o sebi. V začetku tega poletja sem pustil službo, da bi se lahko več ukvarjal s komedijo. Vem, ful dobra ideja. Prej sem bil okoli 10 let programer pri raznih podjetjih, ampak me je komedija toliko vlekla, da sem se odločil pustiti programiranje in se ukvarjati s smešnicami full time. No in prva stvar, ki sem si jo rekel, je bila, da bom res izkoristil vsako priliko za nastopati. Vsako. Ne glede na to, kaj mi ponudijo, ne glede na to, kam se moram peljati, za vse bom rekel ja. In potem je en dan po enem nastopu prišla do mene ena punca iz Pop TV-ja in me vprašala, če bi mogoče nastopal na Talentih. In sem rekel, ne vem. Sicer me je zanimalo, kako to zgleda, ampak sem vedel, da talenti niso lih primerni zame. Družinska oddaja in stand-up, sploh bolj tako v mojem stilu, nekako, ne vem, ne pašejo skupaj. Ampak sem si vseeno obljubil, da grem na vsako stvar nastopati in to je ena stvar. Sem rekel, ajde, gremo probat, kaj pa imam za zgubiti? In pol se mi je pa primil YouTube kanal in sem bil, to. Prvo cel čas govorim, kako so drugi bedni in zdaj grem tekmovati na šov, kjer sigurno ne bom zmagal. To! Ni šans, da bo to kdaj uporabljeno proti meni. No, vse manj in manj me je mikalo iti na Talente, ampak zdaj sem bil že not. Neko audicijo sem imel za njih interno, vsi so bili ful prijazni, tako na tej točki se mi ni zdelo, da mi ostane še kaj drugega kot pač probat. Če ne drugo, da se ne zamirim celotnemu popu, potem, ko so vložili ves ta čas in trud, da sem zraven. In iskreno povedano, mi ni žal, da sem šel. Definitivno je bilo nekaj novega, pa tudi cool folk sem spoznal, recimo Manu. Manu. Manu, koliko si stara? 12 let. 12 let. In koliko časa plešeš? 6 ali 5 let. Je 20 let mlajši od mene in se ukvarja s svojim poklicom 2 leti več od mene. Jaz moram imeti. Ni bilo liho spodbudno, je pa bila carica, tako da zdaj navijam za njo naprej. Me prav zanima, če je Manu za kaj okrajšava, recimo za Manuela ali pa Manchester United. Pa so komika Stareta sem srečal. Bajs. Mala je res okrogu. Pa še en tip je bil, ki je oponašal Mateja Železnika. Ne, sej ne. Je pa Železnik dejansko tudi popušal na Talentih, tako kot jaz. Hodim po stopinjah legend. Nasplošno je bil folk full car, tako da to je bil definitivno velik plus. Je pa res, če še koga zanima sodelovati na naslednjih Talentih, morate vedeti, da je full velika produkcija, tako da se stvari preprosto malo vlečejo in gre res full enega časa, če se odločiš sodelovati. In imaš pol full časa za pač biti tam in razmišljati o svojih odločitvah v življenju. Evo, tukaj tekmujem z nasmejanimi otroci v popularnosti. To bo šlo. No, zdaj veste, zakaj sem šel nastopat in vas verjetno zanima še, zakaj sem popušal. Mene tudi. Iskreno povedano se na odru nisem čisto poklopil s to publiko. Mislim, ni bilo obupno, ampak ta material sem delal že na več nastopih in ponovadi izpade boljše. Si prav predstavljam, se reče tako kolega z novo punco. Sem ugotovil, da pri tem dobim isto stvar za pol denarja in brez vezave. In prve 3 mesece je neomejena poraba. In ful boljše vleče, res? Mogoče je malo čudna postavitev, da imaš žirijo med sabo in publiko. Mogoče, ne vem, sem bil jaz malo čuden na odru ali neki. Mogoče te fore niso bile najbolj primerne za te ljudi, ne vem. Edino, kar lahko za sigurno rečem, je, da mi je bil ful smešen ta komentar iz žirije. Marko, jaz tudi mislim, da si nas genialno sprostil. Predvsem pa cenim to, da če si nekaj želiš, da ostaneš s kavča in nekaj narediš v tej smeri. Kar je dobesedno obratno, kar sem jaz naredil v svojo kariero. Jaz sem se usedel na kavč, da je zaštartala. Mislim, valjda nisem tega rekel njej. Če sem se kaj naučil v življenju, je to ne prekinjati folk, ko ti daje pohvale. Na koncu sem dobil 3 da in 1 ne od Čakar Miša in jaz mu dam prav, tudi po moje ni bil lih nek wow nastop. Tako da jim nič ne zamerim, da so me poslali domov, čeprav je bilo malo smešno, kako so to naredili. S 4 drugimi so nas povabili gor na oder in pol je Čakar Miš začel.
Pustili ste prvi vtis. Tukaj sem začel takoj smijati, ker pol veš, da verjetno ni bil njih dober vtis, drugače bi najbrž rekel to. Pa postavili so nas vseh 5 v vrsto, steno za sabo, tako da se ja počutiš kot pred strelskim vodom, da smo bili na koncu srečni, da gremo samo domov in ne v jarek. Mislim, lahko bi vseeno malo bolj cenili moj talent, glede na to, koliko ga kažejo njihovi voditelji. Ta klip sploh ni imel nobene veze s talenti ali z mano, samo ful mi je všeč prcat stareta. Zdaj, ko gledam za nazaj, imam malo mešane občutke glede tega, kako se je končalo. Po eni strani sem vesel, da je konec, ker je bilo res nekaj dela in časa, ampak veš, po drugi strani vsaka zavrnitev malo boli. Tudi če sem vedel, da nimam šans za zmago, sem vseeno potrudil, da bi čim boljše izpadel in potem, ko sem šel naprej iz prvega kroga, sem upal, da mogoče pridem v polfinale in da lahko tam dejansko probam nekaj novega in da mi nekako rata. Ne samo, da se smejijo, ampak da se fucking puščijejo. Kar, glede na to, da je v publiki precej enih otrok in upokojencev, ne bi smelo biti tako težko. In to je bila moja zgodba o tem, kako sem nastopil na talentih. Se ti zdi, da ni bilo fair, da nisem šel naprej? Napiši v komentar, ful me zanima tvoje mnenje. Ne, se boli me kur. Ajde, folk, lepo se imejte. Kar je on rekel. In se vidimo.